Dolžina vektorja A je 8, dolžina vektorja B je 5 in dolžina vektorja A plus 2B je enako 14. Natančno izračunaj dolžino vektorja A minus B. Naloge se bomo lotili kar tako, da bomo kar direkt poskušali izračunati našo dolžino vektorja A minus B. Dolžino vektorja izračunamo tako, da izračunamo kvadratni koren skalarnega produkta vektorja samega s seboj. Zato tudi tukaj kar napišemo kvadratni koren vektor A minus vektor B krat vektor A minus vektor B. Tukaj noter enostavno množimo vsak člen z vsakim in dobimo A skalarno A. Potem bi dobili A krat B, pa še, če zmnožimo še B krat A, dobimo dva enaka člena, zato dobimo minus 2 krat A skalarno B, ter še plus minus B krat minus B bo dalo plus B skalarno B. A skalarno A pomeni kar kvadrat dolžine vektorja A, kar pomeni, dolžina našega vektorja A je bila 8, 8 na kvadrat bomo napisali namesto A skalarno A. Tole, minus 2 krat A skalarno B lahko samo prepišemo in na koncu napišemo še B skalarno B. To pa bo 5 na kvadrat. Sedaj pa se nam malce ustavim, ker ne poznamo našega skalarnega produkta A skalarno B. Tu nam na pomoč pride tale dolžina vektorja A plus 2B. In jo zapišemo. Dolžina vektorja A plus 2B. Zopet začunemo kvadratni koren A plus 2B krat A plus 2B. Dobimo zopet A skalarno A plus 2 krat A krat B in še enkrat 2 krat A krat B. Zato dobimo 4A skalarno B. Na koncu pa še 2 krat B krat 2 krat B dobimo plus 4B skalarno B. To je dolžina našega vektorja in mi dolžino poznamo. Naša dolžina bo enaka 14. Sedaj pa zato, da ne bomo računali pod korenom, tale del naše enačbe kvadriramo. Na levi strani korena ne pišemo več, na desni strani dobimo pa 14 na kvadrat. 14 na kvadrat je 196. Poleg tega namesto A skalarno A napišemo tako kot prej, da je to 8 na kvadrat. Plus 4A B plus 4 krat B skalarno B je pa 5 na kvadrat. Člene, kjer ne nastopa naš skalarni produkt, nesemo na drugo stran enačbe in dobimo 4A skalarno B je enako 196 minus 8 na kvadrat je 64, 25 na kvadrat bi bilo, 5 na kvadrat je 25, krat 4 je 100. Če tole odštejemo, dobimo 32. Sedaj pa nas zanima samo, koliko je A skalarno B, zato tole še delimo 4 in dobimo, da je A skalarno B enako 8. In to sedaj vstavimo v prejšnji izraz, ter dobimo 8, ko lahko kvadriramo, dobimo 64. Potem imamo minus 2 krat skalarni produkt A skalarno B, kar znaša 8 in plus 25. Dobimo
64 minus 16 plus 25, kar pa nam da koren iz 73.